Radio 1 podcast. Pred nami je danes ena fantastična epizoda podcasta, zato ker na tale kavč in pručko pridejo kar 4 fantje, v bistvu pride cel band, pridejo Elvis Jackson, pogovarjali pa se bomo o dobrih starih cajtih, o norih koncertih, o poškodbah Bude, ki jih ni malo in kako je zamenjati struno na odru. Več izkušenj s tem ima Slavc. Bomo pa rekli tudi kakšno o Sokevi dobrodelnosti in nazdravili na njihovo prihajajočo novo ploščo. Ne zamudite, oziroma ne, proklopite se kar zdaj takoj. Ja, super, boljše družbe si danes ne bi mogla zamisliti, pa jutri ali pa včeraj. Vsi 4 so prišli, vsi 4 Elvis Jacksoni. Ste v redi? Ma seveda. Mama mia. Ti si v redi? Jaz sem v redi, zato ker zdaj bom tako malo, danes pa mogoče pristranska. Ker smo pač malo sem fenica, ne? To je dosti znano dejstvo, ampak nisem pa edina, pazi, ker smo se mi imeli tukaj za termin, daj se bomo dobili, daj se bomo useli in začeli debato, je cela ekipa, ki stoji tam zadnji, rekla za Elvisa kadarkoli. To se pa tle ne zgodi, ravno pogosto imamo vse muzičarje radi, se razume, ampak eni so nam pa mogoče. A zdaj bo kdo ljubosumen? Malce bliže. Ja, tako je. Ker da smo fani, je kriva vaša muzika, pa tudi vaš karakter konc konca. Mi nismo krivi. Fanti, kako ste, no? V bistvu ste kar v enem takem napornem obdobju, si upam reči. Hvala Bogu. Ja, toliko smo že stari, da je lahko, ne? Ja, to je res. Druga pa je, pripravljamo se res na novo plato in tako, 10 let smo bili sicer aktivni po stageih in tako naprej, tu ne, da smo se ustavili, ampak ustvarjalno, kar se tiče muzike, pa dosti nismo delili, tako da in zdaj, ko smo končno uspeli to plato sklefati skupaj, kar v bistvu sploh ni bilo toliko trpljenja, ker smo tu naredili neverjetno hitro, lahko tu malo kasneje. Ja, kar zgodilo se je. Tako da ja, no, po 10 letih smo ful srečni, da nam dohajajo neke stvari, ki smo jih že pozabili, ki sem ti prej rekel, pač spremenilo se ful stvari, zamenjalo se ful folka, poznali smo ful ljudi, ki jih danes ni več na sceni, recimo so zginili, tako da ni več tako, veš, pa sem študiral, koga moram zdaj poklicati, ne, da damo mi ta komad ven, mislim, ne, se ni več že tok cajta. Jaz sem čakaj, ste pa tu 10 let starši, ne? Nismo vsak dan mlajši. Kar pomeni, da morda, mislim, kako se je spraviti po 10 let ni malo, ne? Kako se je spraviti delati nekaj novega in kreativno in konc koncev tudi fulene energije in cajta je treba vložiti v take stvari, ne? Ja, no, se spravljali smo se v teh letih velikokrat, vendar nismo šli naprej. Zdaj pa zadnja je pa uspela. Zdaj ne vem, kjera muha je to bila, ampak ja, zdaj je pa ratalo res hitro in zelo zanimivo. Vse ti bomo povedali, kako, pa kdaj. Prav vi napovedujete, kdaj to bo. Se lahko že poveste, drugače. Ne, to prišparamo. Šparate prav za konc. Ja. Pismo, kaj, a ćemo pol prav na začetki začeti, ali kako? Začni na koncu in pol. Na koncu, to je konc. Ja. Kako ste se spravili plato, to je v bistvu konc. Ja, samo je pa dosti zapovedati. Smo li še ne razpole, ja. Ok, vi ste v bistvu dokazno, da očitno Štajerci in Primorci grejo zelo dobro skupaj. Ja, to že skozi celo zgodovino je tako. Ja. Ampak, je veš kaj dejansko, kako ste se vi našli pol skupaj? Kako ste lih tega Sokija zbrali, da bo pa on bobnar? Ne, prav Soki je prišel na audicijo. Se pravi, ste imeli audicijo? Mi smo imeli audicijo in smo se smejali samim sebi, da delamo audicijo za bobnarja, ne? Okay. To smo res pač speljali s 30 kandidati, ne? S tem, da problem je, ker Soki je prišel prvi dan na audicijo. Okay. In pol v bistvu si že vedel, da prvi dan si vedel, da to je to. Kaj je rekel Buda, ljubezen na prvi ton, ali kaj je že rekel? Ja, na prvi rif. Čakaj, 30 kandidatov, to zdaj bo res tok? Ne, resno. Več jih je bilo, 34, nekaj ta. 34. Ja, je bilo kar naporno, ja. Ne, smo speljali vse prav, s tem, da ta je res prvi prišel, ne? Ja, sam s tem, da so prišli tudi pacijenti, ki sploh, ne vem, 3 dni je igral bobne, veš, mislim, polno, čakaj, kaj? Mislim, halo? Mislim, vse se smeješ. A so bili tudi, ko je kakšen od teh bobnarjev, ki ga poznamo? Da je zdaj v kakšnemu drugemu bendu? No tak je špilal 3 dni, verjetno ne? Ali pa tudi, no? Ma ne, vse po mojem ni bilo.
Ne, jaz tudi ne. Par smo jih poznali. No, zanimivo je bilo to prvo srečanje, ko sem prišel v Ajdušno. Veš, takrat Vajdušno. Vajdušno. Vsi sem prav rekel, ne? Ja, skoraj. Vajdušno sem prišel. Ja, Lokavc. Še malo počasi. Lokavc sem prišel. Še 10 let imaš cajt. Okay. Veš, in takrat so še bili, veš, avtoceste, tako si še plačeval, veš, sem se še malo izognil, da si kakšen evro, a so bili še dolari, evro še, da si prihranil kakšen evro, no, Ja. in prideš tja, in mislim, da sem prišel ob 2 zjutraj domov, ne, srečanje je bilo pa dopoldne. Ja, pač intenzivni Ja, pogovori se reče temu, ali kako? Ne, ja, to moram povedati, ne. Ko smo tam zunaj sedeli na vrišču oziroma na gugalnici, ki se jaz sedel, je bilo veš tisti feeling, kot da si na zagovoru policijskem, ne, veš, tisto, za zaslišanje, veš, kot je svetloba not in tisto vprašanja, ne. Ampak, ko smo začeli igrati, nismo mogli nehati, zato ker mislim, da so 4, 5, 6 ur smo igrali. Ne. Se mi smo hoteli No, kakšne spati. so bile glavne vprašanje na to? Ne, To tudi mene zanima. kaj sem z mailom napisal, tisto, zdaj ti je toliko pomembno. Ja, on je napisal, da ni zaposlen, da se ne namerava zaposliti. ne. Ja, zato sem zbudil pozornost, sem rekel, nimam službe, ne nameravam se zaposliti, sem v CV-ju napisal. Pa No. ni bila še neka numerologija vmes. Ne, resno? Ni bila. Ne. Mogoče je bilo prvo 3 dni. Ne, res smo naredili tak strašljiv zaslišanje, ne? Ker če bi se kdo usral s prve, bi takoj vedel, da je... Ja, valjda. Čakaj, kje si pa ti slišal, da išče, kako je to bilo? Da si ti se prijavil ali Na kakorkoli? enem forumu je pisalo. Na enem forumu? Na enem forumu Nehaj. je pisalo, celo pekarne, MC pekarne iz Maribora, je pisalo gor, da Elvis Jackson išče bobnarja in iskreno, jaz sploh nisem kaj dobro poznal tega benda. Sem prav vedela, da bo to rekel. Ja, ampak vedel sem, da je igral veliko okoli, pa zunaj. In to mi je bil tak izziv, ker sem si jaz tudi želel korak naprej v življenju narediti, pa iti malo čez mejo igrati. In sem rekel, ok, rok je, v redu, to bo šlo. No, in sem se spustil not in potem sem začel ugotavljati, v bistvu, kaj sem zamujal, kak fajn band je to in kolikokrat sem palce mogel vršiti v steno, ker par stvari pa res ni šlo igrati. In sem bolj praktično res face grizel. No. A vam je bilo kdaj žal, da ste ga vzeli? Ne. Okay. Zaenkrat ne. Za tako vprašanje, veš, pa si. Mislim, glede na to, praktično se je, bom kar rekel, najboljši slovenski bobnar. Ne, to reči. Ja, pa zakaj? Jaz lahko rečem. Eden najboljših pa definitivno Če bi vrhno. bilo žal, bi že bila druga audicija, ne vredno. Ja. Bi se spet smejali sami sebe. Ok, tako je Soki prišel. Ma kako se je zgodba sploh začela? A je bilo to z neke fore? Ne, ti povem, pred Budo sem jaz, pol sta še Nenad, to je bobnar, ki je sestavil band, in Berto, kitarist. Pol te njihove zgodbe prej ne poznam, ker jaz sem sedel na klopci in sta prišla mimo mene, imaš čas, ne? Okay. S tem, da jaz z Bertotom iz Nenadom sem že prej igral, ne? Pole bi igrali ska punk, pole kaj je ska, ne vem, kaj je ska. Pol mi je dal kaseto od Operation Ivy in še eno kaseto, pa sem rekel, ok, imam čas in tam smo začeli, kao, 3, ne? Ja. 3 naredili muziko in pol je spet ta isti Nenad, bobnar, ki je zložil, ne? Poznaš Budo, Zajduš, ne? Tak, črne las, ne vem, kaj, temne. Igra bobne, hitro ko prasc. Dobro. In pol nas je peljal pač v lokalci in pol sem spoznal Budo. Ja. Tu je bila ta scena, veš, ajduško-vreška scena. Ja. Tu je bilo v bistvu, ne vem, bilo nas je 15 ljudi, od tega je bilo, ne vem, 30 bendov, tu smo se stalno nek menjavali, jaz sem na enem festivalu igral po 4-5 bendah. In tako, sicer prej kot bobnar, tudi že prej kot pevc v enem bendi. In jaz, da smo tudi že prej delali, no, tako da jih je pole Nenad pripeljal v meni lokalcija. In potem smo pa začeli pečiti in pole, v bistvu smo imeli dvojne vaje ali ene vaje, ne vem. In je že naš Saško zrihtal koncert v MKNŽ-ju. In pole jaz sem imel mogoče 1/10 tekstov napisanih in komadi so bili neki napol narejani in smo šli. In to je bila Pustna sobota leta 98, ne? To je bil prav prvi špil, ne? Kolikrat so vas vprašali, zakaj niste Michael Presley? Zato, ker ko smo iskali ime, sta bila oba
Obe variante so bile na mizi, Elvis Jackson je bila smešna. Ja. Jackson je bila taka tudi Iz prve, na prvi šus spet, na prvi riff. Če gledaš recimo tako opis vašega benda, ne, kaj vi špilate, je vse našteto, ne, se pravi tudi malo metala je zraven, pa ska, pa punk, pa reggae, pa tako naprej. Se pravi, jaz sem zmeri vas dojemala, da je eno od teh žanrov enemu članu ful blizi, tako osebno, in pol naredite ta fusion in rata to ven. A je približno tako ta vaš proces, kakšno muziko delate? Veš kaj, tu spet smo na tebi horiško-ajdovski sceni, ne? Ja. Ker je bila precej, dosti povezana, ampak kar se stilsko precej različna, ne? V Gorici je bilo dosti več tega screamo, emo, hardcora in to. Mi smo bili na melodičnem punki, hardcori, skaji, reggae, mogoče malo več, ne? In mislim, da je ta vpliv vse te mešnice, se pravi, pol pa, da ne rečemo, da je še Berto kot metalc definitivno, ne? Slavc spet kot neka Primus, nov iz nov scena. Če bi znal. Tako da vsak nekaj, v bistvu smo dali v Moskvo vsak sam sebe, ne, in se povezali v celoto in tu je vsa matematika. Ker to se ful čuti. Ja. In dejansko, če ti je vsaj nekaj od tega všeč, se najdeš. Ja. Mogoče zato je tudi vaša publika taka mešana, bom rekla, ne. Ja. Ampak to je nekako to. Vidva pa metalca, ne, bi lahko tako rekli, ali ne? Seveda. Seveda. Marti, nekaj pove, nisi še naš povedal. Zdaj, vidva metalca, koga misliš, Martija? Ne, Marti bo zdaj drugače povedal. No, predstavi se. On je v bistvu najnovejši. O njemu zelo malo vemo, mogoče tudi ljudje, in je fajn, da se Marti tudi predstavi. Najnovejša pridobitev, ki pa ni več tako nova, ne? Torej vstani in pove, ne hecam. Ja, no, vse sem tudi metalc, ampak načeloma sem bolj rocker. Van Halen je moja izhodiščna točka. Okay. In pol iz tega je prišlo ven vsi razni bendi, ne vem, recimo tudi The Police je velik bend v mojem življenju, pa Beatli, pa tako da v bistvu tudi jaz meni všeč, recimo sploh tu pri Elvis Jackson, da se meša ta stil glasbe, da je vsega pomalo, da ni generično in ponavljajoče, ne. In zato meni je to tudi ful velik užitek, ne, da se lahko del tega, da nismo v eni stvari, ampak lahko se več stvari z različnimi feelingi počne, ne. Počutiš se pa verjetno zaradi tega še toliko boljša, ne? Seveda, definitivno. Meni je to super. Dream comes true, ne. Veš, zato v bistvu že 27 let zmoramo eden z drugim, zato ker si dajemo prostor in se vsak fajn počuti, no. Dobro, sam, valjda se tudi skregaste, ne? Ja, tudi stepamo se. Res? Zdaj kaj je bila ta reakcija? Čakaj se Ne, to vseeno je, vi ste, mislim, tako. To so ono, kaj reka prej, če je kaj taza. Ne, resno, kako gre, če prije do kakšnega konflikta, kako to rešujete? Ker sigurno pride, ker če ne drugega je kreativno ustvarjanje lahko konfliktno. Jaz bom spet rekel tako, ne, če nema vsak oziroma če nimaš te neke osnovne sposobnosti prilagajanja, ne, tako kot v familiji ali pa kamorkoli, ne, si en boj revč, ki se meni zdi tako, ne, ker ti goneš svojo, ma ne priješ kot neka celota, ne priješ daleč, no, tako da to bom rekel, da smo, kar se tiče tega, kar uredi, ker sem opažam tako, ne, kadar pridemo do neke določene točke, jaz moram reči sad, ali pa razumeš, da ne pride do... Kar po eni strani, razumeš, ne da bi zdaj to tlačil neke probleme, ampak jih pustiš za nek prav trenutek, recimo, ne, da se jih rešuje, recimo, moraš neki nasilje. Ful to podarjal ste, ne, da tako, vsak ima neko svojo svobodo, mnenje in tako naprej, a pa je v bendu nekdo, ki posebno potegne, kaj je lider? Kako imate to razdeljeno? Ne, Buda je lider, ne, vse ni. Buda. Ja. Buda je lider, Je. v bistvu noče in v bistvu Buda je nek se matra, hund. Ja, se lahko rečemo, da se tu včasih to malo razdeli, no. Nismo zdaj tak, da čakamo skozi enega, da vse naredi, ali pa da pride ena ideja. No, se kar vsak ima svoje sposobnosti, ne, No, za kar je se to in neki tukaj- boljši, slabši, kakorkoli. tukaj delujemo kar Ne, složno. ful smo hoteli tega šefa benda, da je Buda in v bistvu tip ni kapac biti šef benda. Ni To- Gestapo, ne, A ni ne Gestapo. jemlješ resno, Ni. jemlješ resno, ma ne moreš, ker je zabaven, ne. Buda je Jaz bi zelo- recimo rekel, da je Soki. Glede ne. tega, kako on deluje.
tako, ko pride nekam, pa njemu se mi zdi zmeri vse tako. Popredalčkano. Ne popredalčkano, organizacija in te stvari za to. Lahko bi bil boljši, no. Ampak, ja, no, vsak ima svoje, no, to je res, no. Je pa res, da ko sem prišel 2-7 zraven, sem pač z novo energijo in z entuzijazmom želel veliko stvari premikati in drugače peljati, dokler se nisem naučil in da sem dobil svoj nek zic leder, da sem rekel, tako to gre, ok, in pol sem lažje in lepše deloval. Kaj te je najbolj presenetilo pri njih? Veš kaj? Na začetku. Takrat, če sem bil manj kot 30 in sem imel strašno veliko željo biti velik, slaven in vse tako vsi, ne? Pri teh pa jih je tako malo bolj za vse, veš, tako našli so svoje, tiste mainstream medije, tega mi ne rabim, pa daj, kaj težiš, pa kaj je spet ono. Meni je pač to bilo malo tak, pa rabimo mi to, ne? No, na koncu sem tudi ugotovil, da ne rabimo toliko, oziroma skozi leta, bom rekel, rasteš, vidiš neke stvari, pa mogoče res vse ne gre skozi. In v bistvu sem se pol jaz veliko naučil zraven s pogledom na naš glasbeni svet. No. In tako smo se pol tudi bolj ujeli. Zagotovo v parih letih. In ko smo, veš, tudi tak je, prišel sem, vi ste imeli prej, jaz 4. bobnar? Ja. 4. Veš, neka zgodovina je, ti prideš zraven, ne? In ko je band že navajen, ko ena stvar funkcionira, pride spet neka nova energija, isto, ko se zdaj pri Martiju zgodilo. No? Ja. Ampak je tudi lepo steklo in šola. Tak fajn življenjska šola. No? Vse sem prav povedal, ne? Čakaj, nisem poslušal. Še si zamudil. Ok, primorsko, štajersko, ampak plac imate pa v Ljubljani. Se pravi, kjer vate, kjer imate vso opremo konc koncev in tle se tudi pol... Na pola puta. Na pola puta. Jaz imam občutek, da vi se ne dobivate prav dosti v Ljubljani, mislim. Ne, uradno, to je vse spisano, kilometrine in to, prav točno, to so srede. Ja. Ne vem, koliko imate vi vaj? Tako. Vsak teden. Imate res vsak teden? Neverjetno. Okay. Če ni kaj takšnega, smo zelo verjetno. Pa tudi še kak dan zraven, če pride kaj drugega, ko se nam bolj dogaja, zagotovo več, drugače pa tudi, če ne, mogoče poleti malo manj, kar je normalno, ker se malo razbijamo. Drugače pa je dokaj redno. Če eno manjkate teden, ja. Čeprav se zgodi, ideja ta in pol, kar smo spustimo. Kdo pa rabi največ vaje? Ne, vse vaja je... Tako, mislim, Meni osebno, jaz mislim, da noben sploh ne rabi vaja, če bi rekel za pile, ampak je, ne vem, bolj ko smo, bolj smo. Okay. Več ko pač poganjamo to stvar, bolj... Ja, normalno. Zdaj, v procesu delanja plate smo razširili tudi na vikende, ne? Tako da vsake toliko preletiš en vikend, en dan. Što ponavadi pridemo v sredah, priješ šihta, vsi mal skrotovečeni, razumeš, in pride, imaš tiste 2-3 ure za vaje in toliko so lahko produktivne te vaje, tako da. Sej, o tem vašem placu smo govorili že takrat, ne? Tle, ko je štarto Radio na rok. Vi ste v bistvu v Detroitu in imate sosede, Sidarto, na uno stran nimate pa nobenega, ali imate koga? Imamo mehanika. Zelo pomembno. No, ampak govorim o bendu, če je še kakšen, vi ste tam na koncu, kaj ne? Ja. Rajši bi imel bend, še krat prespim v placu in potem zjutraj se ga upali kakšna brusilka ob 6 zjutraj. Sam tam realno zmeri je nekdo, ne? Ni to plac, ki je tako, zaživi samo po noči oziroma zvečer, dajmo reči, ne? Tam se zmeri nekaj dogaja. Tam je zmeri, ja. Skozi se nekdo diha. Ena vrata so zagotovo odprta. Nekdo od nekje pride in se zgodi. Zato je pa Detroit, ja. Pa to mladi ful prihajajo tja, no, to, ker se malo pogovarjam z ostalimi bendi, pa tako naprej. Imam vprašanje za Slavca, ki se je ponudilo v ekipi in sicer, če si kdaj skejtov? Jaz sem imel en dogodek, ko sem bil otrok, eden je imel rolko, sem kdaj kaj provam. Sem probal in ta scena prav, kad te spodnese in greš prav na trtico. To sem jaz pokazal v spoti. Ja, reš prav na trtico in potem se rekel, pustim jaz to stati. Moje načelo je šport krepa, jaz nisem zdaj nek aktivist, neki, gremo športati. Ja, to bi rekla, ja, načeloma. Meni je fajn, bas kitara mi je fajn. In to je to, ne? Mislim, na drugi strani imamo človeka, ki je po moje, ki je probal vse poškodbe,
kaj vse si naredil v Imamo toliko časa, po svoji mojem, da karieri? našteje. Profil aktivna športnika. Jaz sem rokometaš bil, ne? Ja, Sem samo to bi mogla biti prednost, ne? Da se znaš bolj... Ja, samo kar nas je generacija rokometašov, smo vsi pohabljeni, se srečavamo, samo še po bolnicah in veš, kje so ti zamenjali koleno, kolik, ja, super, ne. Tako da od tega športa sem sicer odnesel ful pozitivnih stvari, Ja. Kar se teh sklepov tiče, pa žal ne. In pol, v bistvu v kondicijsku sem pridobil takrat ful, ne. In pol, ko smo, jaz na odri nisem mogel nikoli stati na mesti, ne, in sem pač skakal, ne. In to je problem, ne. To se je zgodilo mrskej, ne. Seveda, mi smo imeli lahko, ne vem, 150 koncertov in več ko je špilov, več možnosti, ne, in svašta se zgodilo, ne vem, v Travniki v Bosni sem skočil na kozarc, dobro, da smo imeli fizioterapeuta slovenske smučarske reprezentance, ki je šel z nami, smo peljali v Sarajevo, je bil z nami in pa jaz samo sem se čutil, da sem skočil na kozarc od 3 deci, ne, zelo starko, seveda, ne. Seveda. In neki čudna scena, je še adrenalin šel, pa in pol v backstage, no, popride oni, daj da vidim. Oni gleda neki, dej hitro, da gremo nazaj, ne, tretji komad, gremo nazaj, folk kriči. Oni mi se zuje, starko, da dol nohavico, po neki gleda, potijene ven tako, in križ prica, tako je, 2 metra. Rekel, nečeš ti, mi samo idemo sada v bolnico, in pol operacija in tako naprej. Ampak ni pa, mislim, ta je bila ena hujših, ne? Samo niso tudi kolena. Ne, hujša je bila v Velenju, ker sem skočil, mi je vrlo koleno, sem se utrgal vse vezi, vse, kar se je dalo. Tam je tudi pršel rešilc me iskati. Direktno v odr. Spet po 3. komadi. Če preživim do 4. komada, Poj gre. Je, pole može. Pismo, ampak kako so pa zdaj si v redu? Zdaj sem v redu. Zdaj štima. Vse v redu. Meni osebno najboljši vaš koncert, ki je bil sicer bolj zaprtega tipa, je bil v Postojni na Pumpi. Meni da je bilo to, kar bo to 2 leti nazaj ali 3 leta nazaj, nekaj tacga. Ker se mi zdi, da je bilo tako, tukaj je spontana ratala ena galama, bom rekla, s temi ljudmi, da vam to ful paše, da se ful znate prilagodite se ful dobro, ne? Postojnčani so bili tudi ena klapa taka, ko so stalno hodili na naše koncerte. Fočo in ostali verjetno. Na naših začetkih smo imeli 2 klapi taki, eno so bili Vrtejbenci in drugo so bili Postojnčani, ne? In to je bilo zmeraj, mislim, brez njih je bilo, že če jih ni bilo, prav brez veze, veš, ne bo dober špil, ne. So nas stalno spremljali in zato so tudi del nas, no. In zato, ko smo prišli mi na Opičjado, smo se res počutili, ne. Skratka, Opičjada, morate vedeti, Pumpa v Postojni, ker folk skata, pač, ko smo jih omenili, in tam je bilo eno drevo, praktično je bilo, dajmo reči, pred odrom in tiste veje so bile dosti nizko in folku se je zdelo strašno zanimivo, da bi se začeli obešati po vejah in na koncu je bilo ful enih ljudi na teh vejah, ne? Tako. Ampak vi ste to fudoro sfurali in ste to nekako pletli v bistvu koncert, tako da na srečo ni nobene poškodbe bilo, ampak je bil pa en tak dosti nepozaben koncert, ne? Ja, tu so the best špili, ja. No, ampak sej, vaši špili so načeloma čist drugačni, nepozabni, imajo ene elemente, bom rekla, brez katerih ne gre. Se pravi, imamo plavalce, imamo surferje, imamo WC papir, čeprav ne več toliko se mi zdi. Mogoče malo, je še zmeri toliko prisotno, včasih se mi zdi, da je bil malo bolj mogoče. Konfeti. Tako. Včasih so bili baloni. Ja, imamo skoke, brez tega ne gre in imamo ta to vašo stilsko podobo. Jaz kadarkoli vidim karieraste hlače nekje do tle, asociacija. Jacksonke. Tako. Kdo je kriv za to? Kje je ta ideja ratala? Za to je kriv moj soigralec rokometni. Njihova mama je šivilja, oni so imeli firmo, šivilsko, in njemu je stalno z nekih cojena delala neke oblačila doma, verjetno, kar je kaj ostalo. In pol je enkrat prišel s temi karo hlačami in sem rekel, ko sem jaz to videl te hlače, sem rekel, to je to, Tu mi naredi 4 take hlače. Najprej sem jih jaz nosil že tako, povajduš,
In pole sem prišel pa, ker smo malo razmišljali, kaj pa se je prišlo ful spontano, nismo zdaj neki razmišljali nekega imidža, ampak se rekel, to je se hlače, oblečite si, to je to po moje za na stage in to je to. Kravato imate tudi, ne? Karo, še srajco in kravato, malo smo s tem karotom, smo se tudi malo te Mighty Bostons, če poznaš, no, smo kar precej poslušali tudi to muziko, kar se tiče tega ska punka in to. Mogoče tudi temno malo. Mene ful spomne to na popedance, ki imajo tudi sicer čist drug imič, ampak to je to. Vse pač za odrski nastop se daš v ene druge cunje in se mi zdi, da dobiš pa tudi en drug karakter, ne? Konc koncov, ne? Super heroj, ja. Super heroj v luftu. Ok, fanti, vi imate v bistvu tudi izkušnje s tujino. Lahko potegnete kakšno sporednice s Slovenijo? Kaj je boljše bilo v tujini in kaj ne? Težko rečem boljši, ne. Za nas je bolj izziv in to smo si želeli, ne. Ker prej rekel Soki, da je pač neko zvezdništvo levo-desno, ne, ampak se mi zdi, da nam je bolj vsa point, vsaj meni osebno v lifeu, igrati, oziroma si deliti odr z nekimi bendami, ki smo jih poslušali komulci, ne. In to smo si ful želeli in to, bom rekel, nam je tako v veliki meri tudi uspelo, ne. Ker ta spisk s kjerimi bendami smo igrali je res tako malo za se pohvaliti. Ja, kar pohvalite se. Ne, toliko je dolg ta spisk, da če začnemo naštevati. Ful jih je, to je res. Bomo pa naredili en spisk, tako. Recimo Offspringi so bili, ne? Ja. Pa so bili Fate No More, Sepultura. To je vse bilo? In to sem sam 3, tega je še ful enih. Samo to, rečemo, Sepultura, to so bili festivali na istem festivalu. Tako, no, vse večinoma so bili, ne? Na festivalu, kjer sem gledal Motorhead pol zvečer, ne? Mislim, pač popoldne smo bili ta skriti biser iz Balkana, ne? Smo se zgodili in bili genialno, ne? In pa zvečer gledaš pa eden od zadnjih koncertov od Motorhead. Sem glede na to, da ste bili tam nastopajoči, ste se tudi kaj podružili, ali se to načeloma drži vsak zase? To so bili Bloodhound Gang, kaj so celo peljali na avtobus. Bloodhound smo se fajn podružili. Kap od kapi. Pol imaš tam oni. Bloodhound Gang pa svaka čas. Pa si jaz bi rekel, da so podobni kao vi. Ne. Ne? To je... Hujši. Pa tam je, ne vem, če filan samo... Patki so res, patki, ugabni. Jaz ne razumem, kaj zdaj misliš te patki. Ne vem, nima meje, se mi zdi, veš, ne vem, veš... Sem si videla nekdaj v živo. V živo ne. No, glej, recimo, kaj, basist Zeksa, flaša vodke, čez par minut se obrne do pevca in po njem pač, ne, bljuva. A ja, okej. Ja, to sredi špila, veš. Pive na eks, jo skozla nazaj, in jo spet spije. Ja. To je live performance, ne. Mislim, pa dost res so požrli takrat, že spomnim, najbolj za ne... Pa so bili po našemu avtobusu, pa si sam čakal, kaj bo zdaj, kaj še kaj... Ja, ampak to sem hotel povedati, glede to, ko smo, veš, tam smo bili vsi s temi turbusi, ne? Ja. Prvo jih seveda mi povabimo, ker smo imeli domači šnopca, kaj smo imeli, ne, Arakijev, to je bila tista finta, zakaj smo jih zvabili, ne. On reče, what's this, ne, this is a bus, what the fuck, veš, ono, ne. Nekdo, veš, predpotopni avtobus, pol pa rekel, pridite k nam, ne, pa veš, ono, veš, se vrata odpre avtomatsko, veš, not fuck, vesolska ladja, shit, ne. Amerika. Ampak so bili še kakšna taka izkušnja z drugimi bendi, kako so gledali na vas, so vam dali kakšne nasvete, a so vas provali kaj ufurati, malo bolj, recimo, konc koncev se zmenili za kakšno predskupino ali kaj tacka, ne? Mene je prosil basist od Antraxov, me je prosil naj nekadim backstage-u in potem kasneje me je kitarist od Antraxov prosil, če mu dam en cigaret, mislim. Veš, to na istem koncertu, ne. Ok, to so že malo zmedeni ladje, bi čovek rekel. Ne, to so anekdote, ful. Ja, ful, ne. Pevc od Young God, sem imel te žogice za žonglirati, tam pa ena me pade pod nek bungalov, tam pa smo bila, jaz in on, tam smo iskala žogico pod bungalovom, mislim, pa mi razlaga, da pač dosti tura in tudi on žonglira v življenju, mislim. Ja, Sej anekdot. Ne, to se ti nabere, to sigurno, ne? V bistvu nikoli jih ne bomo napisali in povedali, ampak jih je bilo ful. Ok. Ne, noro, ne, ali pa recimo Fate No More je bila super izkušnja v Romuniji, ko smo igrali, mi žgemo, Buda tako malo obnemi, ker jaz sem obrnem v publiku, Buda se obrne k meni, tega prizora ne bom nikoli pozabil
Buda tak mi pičimo, mi tak malo naredi, te nazaj pogled, jaz se nazaj obrnem, vidim Mike Pattona, pa pol Fetno Morko so naš koncert dejansko gledali, ne. In po špilu, ne, pridemo, je bila fora, pol pridejo oni gor in pride mene iskat, se spomnite to, pride Rodi iskat njihov, da ne pridem gor, nisem jaz se stopil, kaj bi rad, kaže mi, pridi gor, kam gor, ja na oder, kam zdaj na odru, ne, nisem razumel, butl pri gor, ne, okej, videla, da nisem razumel me, zvleko gor, ja, Mike bi rad, da si pri njemu, ne, bobnar. In so mi dali stolček in smo mi dva, jaz sem sedel ob njemu, on je imel špil in ko je imel med komadi, smo debatirali in se pogovarjali o bobnanju in tehnikah in te stvari, ne. Wow. Pol pa mi je na koncu taki šop palic prinesel, nekaj rekel. No, to je lepa zgodba. To je ta moja taka izkušnja iz tega, recimo ena anekdota. Ja. Ampak festivalska izkušnja v tujini za glasbenika je dobro poskrbljeno, bom rekla. Fenomenalno. Vse je na svojem mestu, vse štima, vse je po spisku, vse. Mi smo imeli še takrat, se spomnim, na avtobusu je bilo tako, zjutraj smo si se zbudili in naš menedžer nam je sprintal list in tam je pisalo ob 9. uri intervju, televizija ta in ta, ob 10. uri malica, ob 11. uri in vse je tu štimalo. In ko smo prišli na festival v Buhari, da si zamudil 1 sekundo, je že bila cela štala, razumeš. In to je bilo vse tako, kar se tiče organizacije, mislim, da gremo tudi mi počasi tja, ampak tam smo bili že dolgo cajta nazaj. Kaj vi delate drugače v življenju poleg glasbe, razen tebe, ki si rekel, da pač ne boš se ukvarjal z drugimi stvarmi? Ker mi dva sva oba v bistvu danes službe, ne? Ja, od 2 dalje. Državljani, delam, ja. 8 ur, šiht, ne? Ja. Ne, če sem strojnik, drugače. Delaš v Ajdošni? Če rabiš kaj za prevezati in take reči, imamo vse tu. Ok, dobro. Slad? Ne, sem v odvetniški pisarni, s tem, da sem ekonomist. Ekonomisti bi mogel biti glavni v bendu, stari, to je to. Ne, nočeš tega. Pare. Nočeš tega. Marti? Jaz sem vrtnar, drugače. Vrtnar? Ja. Sa ni Saša, ampak je Marti. Ja. Se pravi, dejansko bolj koristen z tega vidika, ne? Res, čak, da mi kaj več pove o tem, no? To pa ne poznam nobenega. Kako presad grm, kako presaditi rože, kako, ne vem, marsikaj počnem. Kaj te zanima? Ja, zdaj prihaja ta kako caj, čakaj. Kako pokositi točno travo, da ne bo preveč, ne premalo, mislim. Ja, ma ti realno delaš to tudi v življenju ali je pač sam bo neka izobrazba na tem področju? Ni sploh izobrazbe. To sem pač, zdaj že 3 leta živim v Avstriji. Ja, to vemo, ja. In v bistvu prišla ta ponudba, da to počnem in nekako sem se tle ujel. Okay. Še cool, ker imam fleksibilni urnik, tako da lahko pol vse kombiniram z Elvisi, da nekaj, če ne bilo, verjetno nemogoče. Ne? Je bilo kar težko, ne? Glavno, ima rad rožce, ne? Ja. Takšne in zelenimi drugačne. cveti. Ok, pri tebi pa dobrodelnost, no? Mimo tega pa res ne moramo premaknuti praktično celo državo z akcijo 20 za 20, ko se je pač začelo vse skupaj. Vemo mater, da sem. Ja. Vem, vedno bolj se zavedam tega. Všeč mi je pa tudi to, da si zelo dobro shendlal vse, bom rekla, vse negativne stvari, ki so letele na te, vsak polena pod noge in tako naprej in da v bistvu ta akcija gre dalje, raste, se razvija, presega v bistvu vse okvire. Zdaj, Molarija hodi na naše koncerte. Ja, Tak, ki si v bistvu jim pomagal. ko so bili stari, ne vem, 10, 11, 12, 13, 10 let nazaj in leta naprej. Tu imaš kitaro, fajn, hvala Soki, te povcuka čez 10 let za rokav, a se me spomnite? Ja, kitaro ste mi dali, zdaj pa igram, pa imam band, pa hodim na koncerte. Recimo ena zgodba. Drugače pa glej, bobnarsko šolo imam, učim še zmeraj. Ampak sem res v glasbi, no, ter pa razne projekte, se veš, milijon bobnarov na trgih, s temi projekti grem pa, nekaj moram delati skozi, ne moram biti primero, vse ste me že prej našli, da ne moram biti primero, da skozi moram. Čeprav si od vseh najbolj se mi zdi primero. Razen, če imamo tako strašno udoben kavč, veš. Čakaj, Larsa moraš omeniti, ne? Lars, ja. Ja, to ni kar tako, no. Konec je on tvoj velik vzornik. Res je, mogoče tudi to, veš, ko greš nazaj, pa se vprašaš,
kaj te, veš, ko se ukvarjaš sam s sabo, zakaj sem jaz vztrajal, zakaj sem dobil tako veliko ljubezen. Torej nek vzornik je bil za tem, seveda, Lars je bil en največjih vzornikov. On ima ta attitude, tako malo bom rekel, rockerski, bom rekel pravi, ampak res vidi se, da ima to ekonomsko žilico in to je en največjih bendov. Tiste, ki slučajno ne veste, govorimo o bobnarju Metallica. Tako, Lars Ulrich. Ne? Tako. No in zdaj je tako, da Lars igra že 40 let japonsko znamko Tama in tudi jaz igram že to od 97. leta, od 2005 sem tudi endorser in zdaj je Metallica izdala ploščo 72 Seasons in je skupaj ob 40. obletnici so Tama in Lars naredili 72 setov, ki so jih, torej njegovih turnejskih setov, torej tu s certifikatom, da je to. Pač niso šli k Larsu na oder, ampak so šli 72 srečnežem po svetu na eni soki. Ko to poved, ko mi ukrade. Ja, eni soki, no, ampak kar je tu zdaj toliko zanimivega, jaz bom seveda za to naredil neko poseben dogodek, dan pred našo promocijo. Predstavitvijo nove plošče. Tako, pred predstavitvijo nove plošče. Zakaj? Zato, ker ti bobni se selijo pol na oder. Elvis Jackson. Ja, naredil bom pa en tak masterclass odprtega tipa za vse, kjer bom se sprehajal zgodbo skozi albume, predstavil pristop igranja bobnov, Larsovih, skozi obdobje. No, zraven živo bom pa z glasbenimi gosti tudi zagral malo Metalliko. Okay. Ja. Super, odlično. Ti bi zdaj morala vprašati, kdo so ti glasbeni gosti. A jih boš povedal? Ja, seveda, z veseljem. No, pa izvoli. Torej se zdaj si že ve, ne? Na basu bo Jani HC, Siddharta, na kitari Borzuljan, Šankrok in na vokalu Gregor Jančič, Happy All Me Queensland. Kaj pa nisi Bude vzel? Ni hotel. Res nisi hotel? Jaz nekoli bil fan Metallica. Ja, se Zuljan tudi ne, veš. Smo si malo različni. Ja, no se to je to, to je to, kar sem prej omenila, ampak vseeno gre za to, se veš. Ne, super, gled, to je prem en projekt, ki se zgodi en dan prej, torej 13. marca. Kaj pa je da je tudi rojstni dan od Sokja. Slučajno je tako naneslo, in bomo to en tak lep uvod, da bobne ogrejem za naše koncerte. No, na naši promocijski turneji bodo ti bobni pač zraven in so ful lepi in fantastični, ko me čakam. A je tebi kaj bedke on bobnar, tako, a te kdaj prime, da bi šel ti nazaj? Sigurno ga. Ja, ampak ne, tle. Da bi jo veš, da bi rekel pismo, pet ti malo skakat, pa pet bi šel, jaz malo bobne špil. Ne. Je pa zato nastal Soki 4 roki. Ja, je tudi. Ja? Tudi. Veš kaj, jaz sem prejeral bobne in me je zmeri matralo to, da so pevci zmeri bili ful statični. Mene je trhalo od zadnji. Ti si kak grol. Jaz bi zdrobil bobne, vse razumeš, in neči. Ja. In neči, v bistvu smo leži dobili bobnarja, ne? Ja. Tudi pri prejšnjih bendah, sem ga šel že prej na vokalne, zaradi tega. Mene je kazal, shodu naprej. A ste vi tako delujete zelo opušteno, ja? Ampak a ste perfekcionisti, ko se muzika ustvarja? Tako? Pa ja. Da je res uno... Do neke mere, sigurno. Sigurno. Jaz sem brutalen. Ja. Res? Ja. Okay. Jaz znam preživeti cele dneve na enem komadi. Dokler ni res uno. Ma ja, se ne nikoli, ne. Samo v glavi, ne, mogoče kaj. Ja, ne, ti si nekaj zamisliš in pač bi rad to dobil, ne. Tako da pilem in spremenjam in popravljam in dodajam, sploh odkar so te računalnike, se prej, ko si pritisnil kaseto, pač je bilo, kar je bilo. Ja, se je dalo lažje pričati. Ja, zdaj pa lahko kompliciraš in imam tak feeling, mislim, tako je, da če ne veš točno, ne, se hitro zgubiš po vseh teh pluginah, opcijah in variantah, kar je vse danes mogoče, tako da je fajn manj, da imaš sam en kabel, da preklopaš. Kaj imaš še sam s sabo zadosti, ne? Kaj šele tehnologija, ne? Dosti gostov tle, ko pride, vprašam, kako so njihove družine gledale na to, da so se pač usmerili v glasbeno kariero, da tako rečemo, ne? In me zanima, kako je bilo to pri vas, ali pa še zmeri, kako konc koncev je. Kako gledajo na vaše uspehe in na vse, kar ste dosegli že v lifeu, na vse te plate, koncerte in tako naprej. Ja, pri meni je bilo tako, ne, jaz sem
jaz sem hotel imeti bobne, to je bilo en 4. razred. Takrat smo že, moj brat, sem starejšega brata imam in je že takrat on bil v punk rocku in tako naprej. Nosil domov CD in to je... Te je on pa malo upelo v to. Itak me je upelo in jaz sem in ni šans, bobn ni šans, ni variant, ti si rokometaš, ti dobro že bobni odpadejo, muzika ne može. Ja. In pole jaz sem nehote, pač želja bila taka, da sem vsako uro po mizah v razredi tolku, ne. In tu sem bil vsaki dan vsaj enkrat ali pa 2krat vržen ven iz razreda, ne. Okay. In pole je mama šla na govorilne in rekel, kaj ćemo narediti s tem otrokom, tu ni rešitve. Ja, pole se rekel, kupite mi bobne, ne. In potem sem dejansko res kupili prve bobne, ne. In potem sem jih postavil v sobo in sem tako dobre 3 minute klejsto, pa je prišla spet, ziri ven, beži, kamor češ. To je bilo v bloki, razumeš. Potem sem šel noni, tam sem pol postavil in tam smo tudi začeli vaditi in tako naprej. Vstede bi prav rekel, da so skakali od nekega veselja. No, se to, ja. V bistvu ne, nekako spremljajo, ne, vsake toliko malo pohvalijo, drugače pa, da bi rekel, neki grozen support ali karkoli, da bi niti ni bilo, kar me zelo veseli. No, ma ni pa bilo tudi tega, alo, ne boš to delal v življenju, da najdi si job ali nekaj. Ne, to ne. Ma hočem reči, iz tega vidika, kad danes, recimo, mulci ponudiš vse, ne, pa recimo moj mali ima v studiji, ne, vse, ne, kitaro, bas, bobne, ne, nikoli mu nisem, ne, zdaj beži, ne, vadi, ne, tam imaš, ne, pač ni nikoli je zanimalo, ni, ne. Ja. Mi pa smo, recimo, si hotel igrati bobne, si hotel imeti kitaro, ne, tu je, cela Ajdušna smo imeli eno kitaro, ko smo si jo sposojili, razumeš, tisto kitaro in potem se otrala struna, smo jo nekako z žicami flikali skupaj, to je bilo, mislim, to... To je bilo, ta mentaliteta je bila taka. Seveda je bila in smo se samo ful potruditi, da si prišel. Danes greš ti v nek nakupovalni center z mamo, ona kupi kruh in povedi zraven še načevalci kitaro. Oj, mi smo, ja, okej, dajš, naloži še tu. Popriješ domov, hvala, čau, razumeš, ne, ta odnos je, ne. Ful je zanimivo, ko se pogovarjam tlele res z ljudmi, kako je bila močna želja neki imeti, neko glasbilo in koliko časa je to konec koncev tudi trajalo, da si prišel do tega. Tu si mogel švercati z Italije, tu so bili projekti. Ja. Ampak že to, da so ti starši, ali ne vem, da si zbiral denar, šparov, da si mogel biti ekstra priden, da si pol to dobo in si verjetno tudi zaradi tega toliko bolj cenil, ne? Vse je bilo tako, tudi recimo plac za vaje, ne? Plac za vaje, tu si lahko sam sajnov. Danes imaš plac za vaje, ko krčeš, mislim, ful tega, vajdež ne imamo tam, ko krčeš tega, ne? Ja, prej si omenil strgano struno. Slavc, kako pa k tebi poči struna? Sem imel eno traumatično izkušnjo. Zato sem te vprašal. To je bilo postojni, ne vem, 20 let nazaj. Mi poči struna, s tem, da se ni dalo iti v backstage. Pa sem menil tisto struno tam na odru. Poleg takrat naprej pa sem vzel rezerven bas, še pa zmeri sabo in preslej menil strune. Ja. Ker sem imel ta živčen moment, ker zna biti, da poči struna. Ali mi je krvavela roka, ali je počela struna. Dve so bile. Ali reš ti ali jaz, ne? Ja, točno to. Včasih sem počel jaz, včasih struna. A se spomnite kakšnega koncerta, da je bilo tako res naporen koncert, mogoče tudi z vidika, da ima reči vremena, ker jaz imam zdaj v glavi en tak vaš koncert, ki se je zgodil Gora Roka, že ful let nazaj. Jaz se prav spomnim, prišli smo gor, postavili šotore in je bilo tako neurje. Tisto je bilo odlično. No, mi smo imeli streho, kaj me ne brija. Mi nismo, ampak je bilo vseeno odlično, tudi nam, lej. Sam je bilo kitacka, da je zmotlo ves, da se ni dalo iti. Jaz sem rekel, zakaj, če gremo vsak koncert med folk, bom šel tudi ta, ne, pa sem bil tudi jaz cel gnil, vse sem bil tako, še več sem bil spodaj, se mi zdi med folkom. Tukaj je tudi pihalo konc koncev, ne? Ne, so prši koncerti, ki so bili pa težki in pole v bistvu niti nimo debate po špilu, tako nekako, vsi srečni. Ampak to med vami ali strani publike? Ne, pride, prav se ne zavdi s publiko nič. To me skoraj ne morem si predstavljati. Ti povem prav konkretno, smo igrali Roštok,
pol je en klub in pol je imel klopi vse okoli, ne, ima klub za 200 ljudi, ne. Ja. In vsi pač so se posedli v tiste klopi, tisto je bil prav poraz, pol mi ramo, Ja, to si sploh ne predstavljam, da prideš sedeti na tak koncert. Ja, oni so verjetno ful uživali, samo res težko. Videti sicer ni bilo, ne? Vi ste malo manj, ne? Ne, se lahko, da ful notranje to oni, bolj bogato, ne. A pa je kakšen plac, ki vam ekstra paše špilat, da se počutite najboljše? Tu težko rečem, meni se je že dogajalo, da nam je recimo enkrat bilo ful dobro, ne? Ja. In pole si imel ful pričakovanja, res, zadnjič je bilo ful dobro in se je že zgodilo, da je bilo naslednjič prav katastrofa, ne? Tako da težko reči, da kaj zvem, se mi zdi, da se mora neka luna poklopiti, energije, vse drugo. Par so res se mora poklopiti. Volja, vse skupino. Špil je neka živa reč, ki Sigurno. je zelo težko. Se vam zdi zdaj, da kako je kaj slovensko glasbeno sceno? Sploh, kar se tiče, bom rekla, roka, no? A smo zdaj v enem takemu dobremu obdobju, da res gre? Novi val se mi zdi, tako prav sveže, ne? Ja. Ful dobro, ful je bendu, ful dohaja. Mislim, da je več posluha tudi. Raste, no? Tudi vidite, verjetno se toliko mladine ne bi s tem ukvarjalo. Tudi enih mladih bendov je ful, ne? Mislim, jaz kar ne moram verjeti, kar novi bendi in tudi bendi zvenijo, ne? Ja. A bi kakšen bend izpostavili, ki vam je tako recimo blizu, oziroma da vidite v njemu žanrsko gledano še dodaten potencial mogoče? Ker zdaj jih je res vsak dan človek kakšnega novega odkrije, konc koncev, ne? Jaz tudi za ekstra ne bi izpostavljal, ker je res ogromno dobrega. Čist tak. In bi rekel, naj gre v tej smeri naprej. Ja. To še raste. In bo zraslo. In tako bo zraslo, se bo tudi to pojavilo in torej rok nima dopolnilo vse luknje, ki mogoče še zdaj, kakšno je. Ker zdaj je bilo kar eno dolgo obdobje, se mi zdi neke stagnacije, da tako rečem, ne? In kar naenkrat se je pa začelo na polno dogajati, ne? In tudi hvala Bogu pri vas. Zdaj mi morate povedati o tej plati. Ja. Ker to je pa zdaj ta zgodba, ki jo čakam. Kdo bo začel? Ne, Slavc bo začel. Ja, da se Ja, ne, ti pomeni ful hitro. Smo šli na en jam session, 3 dni in pol je ratala plošča. Jaz ti povem malo podrobno. Šli smo na Javornik, to je, kje je to, nad Ajdušno? Vajdušno. Planine. Ni signala. To je pomembna stvar, ne da? Ne, smo meni hodnarja. Ja. Ti sploh ni štrkal polnih jajcev. Svaki je hodil gor in dol, veš, sa ževčer, ne ve, da pa se je to kar avto nekaj pucat, veš. Pol je čisto avto, ja. Pa je se sao avto. Čakaj, to ste še kaj, kakšen plc tak, ali? Ja. Ja, v eno hišo, tako, kjer je studio noter, ne? Signala pa ni. Tudi trgovina je zelo daleč, ne greš peš, ne moreš peš. Tudi na lepšem vremenu, ne. Imeli smo 2 konzervi prebranca, odete, in s tem smo preživeli. In spali smo dokaj blizu? Skuhali smo joto s klobaso. Začeli smo z joto, ne? To je bistveno, ne? Točno, joto. Eno veliko krušno peč, oziroma kako se tem pečem reklo starim, ko si pol drva naložil not in si lahko gor spal. In smo imeli sobico z, kaj je tam, režijo, mislim, z mešalno mizo, pa prav studio. Ja? In smo začeli. To je bil, kdaj je bilo to, konc februara ali februara? Januar. Torej 1 leto nazaj, nekje. 1 leto nazaj nekje. Zdaj pa plata pride, oziroma, je. Čakaj, vi ste začutili, da je bil ta moment, a ste imeli tukaj stvari na lagerju že, ali kako je bilo? Gremo ta vikend gor na razplato. To je ta šef benda, ko ni šef benda, je rekel, gremo, ne, pa smo šli, ne. Ja, už kaj povedal? Mislim, svoj zagovor. Ja, ponovadi smo se zmeri pred platami nekam zaprli, ne. Ja. Zmeri smo šli nekam, ne. Tok, da malo sklopiš in da daš... Team building, ali kako bi rekli v firmah temu, okej? Sam, da tam, mislim, daš stvari na svoje mesto, da postaviš, da zakoličiš, to je to, na tem delamo. Ker smo imeli že prej neke kuvečke na vajah, smo sestavljali stvari, tam smo jih mogoče malo bolj konkretno postavili, so odločili, kam bomo šli snemati, s kom bomo snemali in tako naprej. Snemali smo v Birtrek studiu v Kočevju. Čez vikend? Bojan Pahlina, je bil naš odgovorni urednik. Odgovorni urednik, ja. On pri Amber zdaj dela, ne da?
Nekaj dela z njimi. Pokriva Ja. Dolenjsko, ful pokriva, no? Drugače verjetno Ima skozi tudi. nekaj Ja, prčka, okej. tako da je res tak produktiven tipo in tudi zelo full fajn dečko. Tako da smo z njim, pole to full hitro sestavljali. Nismo To je bilo več ekspresno. nekega kompliciranja. Ni bilo, v bistvu sound je dosti živ na posnetkih, nekakšnih kompresij, nekakšnih, je tak sound, kot je prišel ven, je v bistvu full generičen, full naraven zvok. In to ste verjetno tudi želeli, konc koncev, ne? Ja, seveda. Da se čim bolj približaš tistemu živi varianti. No. In potem sem jaz še vokale pri meni doma, snemu počasi, kot je bila volja. Tako, Pa cajt pa vse. počasi. No, posebnost je bila ta, da mi nismo prišli s povsem izdelanim in zvežbanim materialom. Ja, tu se nam je pa prvič Ne zgodilo. vem, koliko je bilo, dobra polovica je bila recimo narejena Ja. ali pripravljena, niti ne narejena. No, ostalo se je zgodilo v 3-4 dneh v studiu. Sem to when the magic happens. ti imaš Ja, to. točno tako. V bistvu je bilo kao, da če nam rata 3-4 komade posnet, bo boj na koncu smo jih 10, ne? Vsaka Ja, čast ideš. ja, s tem smo šli attitudno, veš, Ja, ja. 3, probajmo še enega, da bo 4, Ja. Ful dobro. pa je nastala kar plata. No. Ali pa da bi vse bobne posneli, rečemo v studiu, Ja. pa pol. Vsaj nekaj. dodajali, Ja. ne. Ampak Pol ni smo bilo pa kar- narejeno. Ja. In zdaj, veš, ko smo rekli, kar več ali manj vse tam, ne? in ko smo rekli, da zdaj začnemo vaditi za ploščo, smo mogli sami sebe skiriti. Ne. Sami sebe smo se mogli naučiti, ker smo valjda pozabili, veš, kaj smo snemali. Vsaka. Ful dobro. To je bilo tako zanimivo. No. Na tem mestu moram še vprašati. Vsi, ki smo fani, smo seveda ugotovili, da Bertota ni več v skupini, da je prišel tudi Marti. Vemo, da so bili, oziroma da so v ozadju zdravstveni razlogi. Kako je z Bertotom, oziroma ne vem, kakšna je prihodnost benda mogoče? Ja, Berto je šel skozi eno zajebano obdobje, še gre zdravstveno in vse, kar zdaj v tem trenutku rečem, da stvar gre na boljši. No. Držimo pesti, no? Držati pesti, da se mu vse poštima, no, kot se mora. Super, absolutno. Prej sem vas vprašala, kako je familija gledala na vašo muziko, na vašo življenjsko pot, da tako rečem. Kaj pa zdaj podmladek? Jaz ga nimam, tako da ne vem. Okay. Tisti, ki ga imate, ker vseeno. Mladek hodi v fitness. Dobro, to tudi rabiš. Kupava kreme za gubice, kako je. Odvisno, ali je roza ali je plavo. ne. Ja. Eno je fitness, drugo so kreme proti gumicam. Ja. Okay. Ma ne, v glavnem, ne vem, obe sem spravil v glasbeno šolo. No, vidiš, super. Ja. Ja? Se pravi, gre v to smer. In ne težim z Elvisi doma in v bistvu me fascinira, kaj poslušajo. No? Kaj pa poslušajo? Ma le, vse kul, vse, ne vem, Benson Boone, take fore. Aha, ok. Poznam tudi ta nek novejši zdaj val, v bistvu, ne? Čepel Rowan. Mislim, to, Ja. mainstream. Ok. Moj je na temu trepu, bel ta trep. Oziroma, niti ne trep, ampak ta neki londonski drill, ali kaj je to. Ok, dobro. Hop, tak, nemam pojma. Je bil na tej sceni. Drugač pa worst version mu je to boljš komat. Tudi meni ni slabo. Tako da, če že, pol mora fajn žahat. Ja. A pri tebi isto? So sicer še mičkani, Ja, ampak, se že nekaj pokaže. ja, karakter že funkcionira, muziko imata rada, nista še noter, samo ta mala mi vedno tako vsaki zjutrek naredi. To je prva stvar, ki navadaš, ne da. Ja. Itek. Mali pa 150 avto v rokah in In to je to. zaenkrat je to. Ja, čaka vas v bistvu še en kup obveznosti, ne? Tako da se bomo mogli posloviti. Ampak imate kakšne plane še za naprej po tem promocijskem koncertu? Upam, da to ne pomeni zdaj pauzo ustvarjalno nadaljnjih 10. Ne. Zdaj dajmo se nazaj na radar. Dolgo časa ni bilo plošče, Ja. dajmo to narediti. Prej, ne. Sigurno bo nov spisek, ne? To absolutno bo, A je že zdaj kaj zaradi gor? nove plošče. Mogoče. Nekaj Na tu spisku? pa tam kaj kapne gor, samo ne izpostavimo. To najprej, mislim, da letos je to glavna. Letos je eno tako leto drugače, ko je ogromno bendov, ki ali praznuje neke obletnice in dela neke strašno velike zadeve tako. Z kreativnega vidika, produkcijskega in vi ste v bistvu tudi umestno. Ja, praktično zdaj zaradi
prej zdravstvenih situacij, ko smo menili, Ja. smo mogli tudi našo 25-letnico mičkano zamakniti. No, zdaj bo tudi to nekako v sklopu 25-letnice, delamo se skupaj. Kakšne video spoti bodo prileteli ven? Ja, definitivno, sigurno. No, pa že konc leta. Začnemo novo Pa plato se mogoče delati. spet kaj okoli vidimo, ne da? Ja. Po vrsti, ko so hiše v Trsti. Ja, to se pa res kar reče pri nas. Fanti, super ste, hvala, ker ste prišli. Vzamite si kakšno še za domov, za popeš in se vidimo na koncertih. Ker je tako, da v bistvu najraje imate glasbeniki, da vas ljudje obiskujejo na koncertih. To je v bistvu največji suport, ne da? Ja, seveda, absolutno. Tako In da da. kupijo karto, ne? Ja, no. Ja. Da, ne da fehtajo, ne da. Absolutno kupite karte. Tako. Hvala, Elvisi, super ste. Hvala tebi. To je Radio 1 podcast.